Kaj pa v bistvu sploh je hudič, ki se naseli v nas? To je eno tako vprašanje, ki nas bega ali pa privlači, hudič. Kaj je to? Hudič je duhovno bitje, kot so angeli, so duhovna bitja, ki nam niso vidna, tudi hudič nam ni viden, čeprav lahko prevzame si tudi kakšno obliko manifestacije. In hudič je padli angel, poznamo to iz Svetega pisma. In ko on začel moliti egzorcizma, ko on začel besneti, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, se je pokazala manifestacija hudiča. Naenkrat sem jaz letel en kot, on oče v drugi kot, smo letela po luftu. Duhovnik ter eksorcist mariborske nadškofije Marjan Vetrnik, po domače izganjalec hudiča. Me veseli, da ste prišli v goste. Hvala lepa za povabilo. Danes ste zelo sončni. Bi pričakovala od izganjalca hudiča, da je bolj v rdeči pa v črni, a to ne drži? Ne, danes je sonce. Slišal sem zjutraj, da je sicer v Slovenj Gradcu še bolj hladno kot pri nas, pa ste rekel, moram, da je sonce prenes Slovenj Gradčanom. Poznate sicer Slovenj Gradec? Ne, zelo malo. Sam vem, kje je bolnišnica, druga, pa še cerkev druga, pa ne vem. Potem niste še izganjali hudiča v Slovenj Gradcu z nikogar? Ne, tisti mora biti k meni. Izganjalec hudiča, kaj v bistvu to sploh pomeni? A je to prav poklic? Je za to potrebna izobrazba? Seveda, potrebna izobrazba, oziroma to je dodatna služba, ki jaz kot duhovnik opravljam. Potrebna je seveda teološka fakulteta, potrebno je posvečenje, da si duhovnik, pa potem seveda dodatno izobraževanje. Jaz sem dodatno izobraževanje delal predvsem v tujini, ki pri nas teh zadev ni poznano, da sem hodil na veliko seminarjev, tečajev, v Italijo, Francijo, Nemčijo, kjer sem se dodatno izobraževal. A v Sloveniji pa nimamo še zdaj tega izobraževanja? Ne. Koliko vas pa je v Sloveniji sploh izganjalcev hudiča? Trenutno nas je 6. Ampak ko sem jaz začel, smo bila samo 2. Potem pozneje še prišel 3. No zdaj pa tega že malo več. Rekli ste, da vas je škof namočil na začetku vaše poti izganjalca hudiča. Kaj ste s tem mislili? Ja, to je daljša zgodba. Pred mano je bil egzorcist mariborske škofije. Spomnim se priimka. Ni pomembna, zgodba je pomembna. Ja, in je on me potem začel ko sem bil še jaz v Velenju kaplan, takrat sem v Rafko v Odepi je bil. In ko sem bil v Velenju, sem veliko imel tam skupin, od mladinske, študentske, zakonske, molitvene, biblične, pa še kakšna bi se našla. In mnogo teh mladih je potem tudi prihajali na razne pogovore, na spovedi in tako dalje. In potem sem ugotovil, da pri teh ljudeh veliko krat, da stopice na mestu, nobenega koraka naprej ne naredijo v duhovnem življenju. In sem se potem začel spraševati, kje je to vzrok, odkot, kaj je v ozadju. In se potem odkril, da je v ozadju veliko krat so notranje rane, da so veliko krat tudi razne težave iz družinskega debla in tako dalje. In potem sem začel to malo študirati, raziskovati. In sem prišel v te vode tako imenovanih ljudi, ki se ukvarjajo z osvobajanjem. To pomeni osvobajanje vpliva hudega duha. Potem pa sem začel hoditi na razne srečanja, ki so bila predvsem v tujini.
potem pa se srečala z Rafkom Vodebom, prejšnjim egzorcistom, in me začel vabiti na ta njihova srečanja, ki so pa eno stopnjo više, če lahko tako rečem, ne, ko gre za egzorcizem, ker osvobajanje pomeni eno stopnjo niže, egzorcizem stopnja više, ampak to je vedno bil ta sistem njihov izobraževanja, je zaprt sistem, tja ni mogel vsak priti, si moral biti ali egzorcist, ali pa si mogel imeti dovoljenje, ali pa privolitev svojega egzorcista. On me je potem prijavil kot pomočnika in sem hodil potem skupaj z njim na ta srečanja, ker sem potem to spoznaval. Potem je on začel vabiti tudi, ko je imel kakšen problem, kakšnega človeka, ki je treba osvoboditi, rešiti vpliva hudega duha, je potem poklical in potem sodeloval. In potem je on omagal, postaral se in je potem verjetno on, tako predvidevam, predlagal škofu, ne mene namočil v to službo. Pa vam je žal, da ste bili namočeni? Potem, ja, jaz sem eno prvo leto, ko sem jaz to videl, kaj to zahteva od človeka, da ta posel ni lahek, sem potem rekel škofu, ne, jaz tega ne bom sprejel. No in potem pa eno leto me pregovarjanja, sem pa na to potem pristal. No pa danes mi ni žal, ker marsikaj sem odkril, marsikaj sem spoznal, pa veliko krat vidiš, kakšna moč Jezusa Kristusa je tukaj, ko nekoga osvobodi vpliva hudega duha. Kaj pa je recimo eno tako spoznanje, ki vas je najbolj ali prevzelo, navdušilo, recimo vseh 26 let, ne, ste že zdaj eksorcist. Tako, ja. Kaj je tisto, kar vas najbolj navduši, ko pride do osvoboditve človeka, recimo? Ja, ko vidiš, da ta človek je popolnoma nov, najprej je prišel čisto, bi rekel, poklapan, uničen, nič iz njega, ne, in ki ga, recimo, govorim primerih, ko je šlo, recimo, za obsedenost, in potem, ko je osvobojen, ko vidiš, kaj lahko Jezus tega človeka naredi in postane čisto nekaj novega, v njem se zgodi, bi rekel, spreobrnenje, začne drugače živeti in to je nekaj lepega. Če greva morda čisto od začetka, ne? Kako v bistvu sploh poteka obravnava, se pravi, posameznika, ne? Recimo, če bi jaz želela priti k vam, ker sem jaz mnenja, da me je obsedel hudič. Kaj, vas pokličem? Ja, potrebno je seveda poklicati, se naročiti in navadno vsi rečejo, ko kličejo mene, pa obsedel hudič ali pa imam probleme s hudičem. Pohitro potolažim, sem rekel, niste vi tisti, ki boste presodili, če vas hudič obsedel, zato je poklican egzorcist. Tako da samo tisti lahko odloči ali določi, če je nekdo obseden, mora pa človek sam se to odločiti, ker veliko krat so zadnje tudi psihične motnje. Recimo raznih psihičnih težavah, kaj schizofrenija, bipolarna motnja ali kakšna psihoza, so včasih podobni simptomi. Ljudje rečejo, slišim glasove, hudič mi govori, pazi, to ni vedno vse hudič, tudi psihične zadeve. Zato jaz vedno človeka preverim, ko me pokliče, ali je res za k meni, ali pa je za psihiatra. Veliko krat je treba ljudi poslati najprej psihiatru. In ko tudi jaz, ko sem v dvomu, človeka pošljem psihiatru, da oni dajo svoje mnenje, če je možno diagnozo in če vidim, da je to psihična zadeva, jaz dvignem roke, tukaj nimam jaz kaj. Jaz se ukvarjam z duhovnimi zadevami. Ker človek je telo, je duša ali psiha in pa duh. In jaz se ukvarjam z duhovnimi zadevami, kar se zgodi na področju duha. Ker telesne bolezni zdravi medicina, duševne ali pa tisto, kar se dogaja na duši ali psihi, zdravi potem psihiatrija ali pa psihoterapija, potem pa so duhovne zadeve, ki so na področju duha, ki so glavne posledice greha, tu pa zdravi cerkev s svojimi sredstvi, zlasti zakramenti, kot je spoved, obhajilo, sveta maša in pa potem, če je potrebno, tudi potreben egzorcizem. Tu se potem pokaže, koliko je ta človek potem res
potreben egzorcizma. Ne. No, ko jaz to presodim, če je potreben, potem pride k meni in se potem pogovorimo. In naredim neko tak pogovor z njim in iz tistega potem lahko vidim, ali je ta človek potrebuje egzorcizem, ali mu da samo molitev za notranje osvobajanje, ali pa potrebuje psihiatra. Če že nisem prej, ko me poklical navadno jaz po tej kilometrini, ki je za mano, ko me človek pokliče, jaz že dejansko ga takoj po parih stavki prepoznam, halo, ti nisi za k meni, ti si za kam drugam, ne? In ga potem ne spremem. Ne? Kako pa prepoznate tega, ki je pa primeren za k vam, recimo? S tistim pa se pogovorim in potem, ko on pove svojo zgodbo, kaj se je dogajalo, kako je živel, kaj je delal, kakšni so, bi rekel, najprej je potem na dobra spoved, če je možna na življenjska spoved, da on vse, kar ga je ranjalo, kar je v njem, preda Jezusu in potem se navadno časi za dobra spoved že dovolj. Ne? In če pa to ni dovolj, potem pa je seveda potreben tudi egzorcizem. Kaj pa v bistvu sploh je hudič, ki se naseli v nas? Ne? To je eno tako vprašanje, ki nas bega ali pa privlači, ne? Hudič. Kaj je to? Hudič je duhovno bitje, kot so recimo angeli, ne? So duhovna bitja, ki nam niso vidna, ne? Tudi hudič nam ni viden, čeprav lahko prevzame si tudi kakšno obliko manifestacije. In hudič je padli angel, poznamo to iz Svetega pisma, iz Stare zaveze že, vsak se odloči za dobro. Ampak ker je tisto slabo nam predstavljeno kot dobro, se mi odločimo za njega, za greh. In tu se vidi ta njegova taktika, oče laži. Ker on vedno laže in tako hoče nas pretentati. In ko mi storimo zlo, naredimo zlo dejanje ali greh, takrat se pa pokaže ta resnica, da nas je nalagal. Ampak mi v bistvu pravite, da vas ljudje pokličajo in rečejo, slišim glasove, ne? Ok, nekateri so potem za psihiatru, ne, ker so bolni v resnici, ampak kaj mi v bistvu skozi misli slišimo neko prigovarjanje k nekim dejanjem, če nas je obsedel hudič ali kako? Pri obsedenosti se to potem res dogaja, ja. Da človeka gnjavi hudič preko misli, preko volje, preko čustev, preko vsega našega notranjega življenja in nas potem hoče speljati v svojo zanko. Zakaj pa se recimo v nekega posameznika naseli sploh hudič? Zakaj sploh pride do tega? Da iz svoje prakse, pa iz literature, je 5 takih vstopnih mest, kjer hudič lahko vstopi. To so recimo naše družinsko deblo. Če na primer v našem družinskem deblu se dogajalo neko zlo, da so starši naredili neko hudo dejanje, neko zlo dejanje in se tega niso spovedali. Se pravi, to gre z njimi. Zato jaz lahko občutim posledice teh dejanj, ki se potem lahko manifestirajo v mojem življenju na ta način, da imam jaz lahko psihične težave, lahko imam telesne, lahko imam duhovne. In tukaj potem lahko hudič da svoj piskrček, da začne tukaj na tem področju me še bolj gnjaviti. Ne? Potem so notranje rane. Ena najbolj tipičnih notranjih ran je, da nisem bil ljubljen, nisem bil sprejet. To so najbolj pomembna prva 3 leta našega življenja. Če takrat nisem bil ljubljen in sprejeti, takšen človek potem vedno v življenju čuti pomanjkanje ljubezni. In tega pomanjkanja ljubezni začne iskati potem vse mogoče. Naprimer, ko pride čas pubertete, ko pač mladostnica išče svojo identiteto in če ni bil ljubljen, ni bil sprejet, on ne sprejme svojega telesa, ne sprejme samega sebe, ne sprejme svoje spolnosti in pri tem pride v deviacijo. Lahko postane potem lezbijka, lahko postane homoseksualec ali pa recimo, ker ni bil ljubljen, je prepričan, da ga bo steklenica ljubila, postane alkoholik ali pa začne jemati drogo, ki misli, da bo tam našel tisto svoje jedro. Ne?
tako potem pride do raznih teh deviacij, tega, ker nisem bil ljubljen. A lahko tudi, da je pretirano priden ali pa deloholik? Ja, tudi, ja. In potem, če deloholik hoče iskati tisto pozornost ali tisto manjko ljubezni, ki jo v prvih 3 letih ni dobil in se potem zateče v to. In hudič potem v teh notranjih ranah potem še bolj potencira, da človek še bolj pade v to not. Ne? Potem tretje vstopno mesto so pa naši osebni grehi. Tega je največ, vsi grešimo, nobenega ni brez greha. Ne? Najbolj se danes ljudje tega bojijo in rečejo, celo verniki sami mi rečejo, jaz sem brez greha. Ne? Halo, brez greha je bil samo Jezus pa Marija. Ne? Če si pa ti brez greha, potem ti predlagam, da dam tu gor na oltar zraven svetnika, pa boš vsak dan go stal, pa vsako nedeljo, če si res tak svet, ne? Ampak vemo, da ni. Ne? No in recimo največ žena, ki prihaja k meni, so žene, naprimer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne in drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč ali kakšna depresija ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v Ameriki kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave. V kakšnem smislu? Ne vem, recimo jaz poznam precej žensk, ki so naredile zavestno prostovoljno splav, ne? In kako se to recimo pri njih kaže? Jaz ne vidim, da bi imele ekstra psihične težave. Nisem še končal. Aha, se opravičujem. Ja. Tudi psihične težave se pojavljajo, zdaj pri mnogih, ne? Ali je kakšna depresija, ali je kakšna nervoza, ali je neki nemir, ki se naseli v to ženo, ne? In začne potem to razjeda družino. In ni tistih pravih, ni več tistih pravih odnosov med možem ali partnerjem, kot so bili prej, ker je nekaj med njima nastalo. Ne? Potem prihajajo žene, ki pravijo, v naše stanovanje se dogaja vse mogoče. Slišimo ropotanje, slišimo krike, luči se same ugašajo, prižigajo in nas straši, pa ne vemo, kaj je. Potem kliče razne bioenergetike, radiesteziste, ampak zadeve ne odstranijo. Zakaj? Ker je vzrok nekje drugje. No in potem, se pravi, to dejanje, ki je bilo storjeno na telesnem področju, se potem kaže v psihičnem, kot sem že omenil, potem pa tudi na duhovnem. Na duhovnem, ko začne to, ta žena čuti navadno potem neki nemir in išče potem vse mogoče razne nadomestke. In potem je potrebno tukaj, ko pride recimo k meni, jaz v takem primeru svetujem eno dobro spoved. Ko se ona tega spove, je navadno rešena. In potem predlagam, da da kakšno mašo za te splavljene otroke. In ko to naredi, se prekine ta negativni vpliv teh otrok na njeno življenje, njeno familijo in se navadno zadeve rešijo. Če bo ona potem živela tako, kakor jaz seveda svetujem, se navadno zadeve rešijo, tudi več ni potrebnih kakih medikamentov, so te žene osvobojene ali rešene. Kaj hočem zdaj dopovedati? Da splav ne vpliva samo na psiho, na telo, ampak tudi na duha. In ko je odstranjen vzrok, ki gre tukaj za greh, ki je bil storjen umor, je na področju duha, in ko je ta odstranjen z spovedjo, je odstranjen vzrok, zaradi katerega je ta žena imela recimo probleme ali pa celotna familija. In potem je reče, pridite blagosloviti hišo, ki se to dogaja, ker sem nikamer hodil, vi pridite k meni, sem vam pogovorila, rešila te zadeve in tega vam ne bo treba, se bo to odstranilo v hiši, kjer se to dogaja in se to zgodi. Ne? Tako da tukaj imamo dokaz, kako lahko en greh vpliva tudi na en prostor, v katerem ljudje živijo. Potem recimo drug tak greh je neodpuščanje, ne? Ali pa sovraštvo. Tu danes tega kar predvsem ljudmi in to potem povzročajo lahko
probleme in tudi pride potem do delovanja hudiča. Potem četrto stopno mesto so pa razne satanistične prakse. Danes ljudje hodijo vse posod, ne? Od bioenergetikov do vedeževalcev, do raznih šarlatanov, tudi iskanju raznih shodnjaških metodah, od joge do raznih shodnjaških meditacij. Vse to je lahko vstopno mesto, kjer bo hudič začel delovati. Potem so uroki, potem prekletstva, potem črna, bela magija. Vse to je vstopno mesto, kjer lahko hudič potem začne delovati v človekovem življenju. Potem tudi alternativna medicina danes v vseh mogočih oblikah je velikokrat zelo vprašljiva. In peto vstopno mesto je pa naša oddaljenost od Jezusa. Danes imaš ljudi, ki pravijo, jaz imam vse zakramente, ne? Pa pride do obsedenosti. Zakaj? Ker on se oddalji od Jezusa. Jaz, če nimam te zaščite, lahko hudič vstopi. Meni nič ne koristi, če sem jaz bil krščen, če sem jaz bil pri Hajlu, če sem pri Birmi, če sem jaz celo se poročil, če jaz iz tega ne živim. Ne? Kaj to meni? Živeti iz tega meni, da sem vsaj ob nedeljah pri maši, da vsaj hodim redno spovedi, da prejemam obhajilo, to je najboljša zaščita pred zlom, pred hudičem. In če tega ni v mojem življenju, to se pravi, jaz sem se oddaljil od Jezusa, kljub temu, da imam vse te zakramente, sem dejansko en revež, ki sem podvržen tudi delovanju vplivu hudega duha. Če dam primer, da to lažje razumeli, zdi se mi danes človek podoben človeku, ki prosjači tam na ulici, v žepu ima polno denarja, pa prosjači. Pomeni, on ne ve, da ima denarnico polno denarja. Ne? Tako danes ljudje imajo vse zakramente, pa so v bistvu danes eni reveži, ranjeni, polni greha, zla, sovraštva, mržnje in dalje in ne znajo živeti eno lepo življenje. Ker imajo poln žep denarnico, mislim na zakramente, imajo vse zakramente, pa iz tega ne živijo. In je njihovo življenje prazno. Lahko pa rečemo, ne, da ljudje smo lahko, oziroma ljudje lahko sami vplivamo na to, kako živimo, ne? To, kar ste zdaj govorili. Je vse v naših rokah? Seveda, mi imamo svobodno voljo. Ne? Največji dar, ki ga nam Bog dal, je svobodna volja. In te svobodne volje se lahko mi odločimo za dobro ali pa zlo. In če boš ti izbral zlo, boš pač tisto potem žel. Če se boš odločil za dobro, boš pa žel dobro. Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, zavestno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje? Ja, nekaj je pa veliko takih, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, danes, ko gledam jaz te ljudi, danes je hudič ta materializem. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil in ti bo uničil življenje. Hočete reči, da če preveč uživamo v smislu hedonizma, da je to v bistvu, kako ste rekli, hudičevo dejanje? Ja, seveda je. Kaj pa lepo življenje, zadovoljno življenje, to ne smemo enačiti, ne? Hedonizem. Ne, to je pa delo Božje milosti. In nas samih, ki si skušamo prizadevati za to življenje. Je mogoče iti z roko v roki s hedonizmom in s tem lepim, zadovoljnim življenjem? Gre to skupaj, brez da bi nas omogočili vstop? To ne gre skupaj. Aha, ne. Ne. To je potem dvoličnost ali pa življenje na dveh tirih, ki se pa na koncu ne izide. Kako pa živi recimo človek, ki živi izpolnjeno, zadovoljno življenje? Kaj je značilno recimo za take ljudi? Ta človek bo poln ene ljubezni, dobrote, zavedal se bo, da vse to, kar ima, ni njegovo, da je to dar, da ti je življenje podarjeno in boš znal to življenje podariti, da daja tudi drugim, da boš tudi druge s tem osrečeval. In tem boš imel to polno svojega življenja. Zato pa tega pa nisem sam zmožen,
zato moram iskati pomoč, ki nam jo daje, jaz zdaj govorim kot o verniku, ki nam jo daje Jezus s svojimi zakramenti, s svojimi sredstvi, in če jaz iz tega živim, bom imel tudi polnost življenja, da bom zmožen deliti dobroto tudi drugim. Če greva mogoče še malo nazaj, ne, jaz bom zdaj tako malo pretiravala v vašo spovednico, ne, se pravi, ko pride nekdo k vam, da bi iz njega izgnali hudiča. Se spomnite kakšne seanse, ali kako vi temu rečete, ki je bila zelo zapomljiva, ali je bila v negativnem smislu, recimo, da je bilo res potrebno veliko dela s človekom? Tega je zelo veliko, ampak jaz tega v glavnem v medijih ne govorim, ker, veste, ljudje pol to napačno razumejo in potem delam občutek, delam reklamo za hudiča. Jaz pa delam reklamo za Jezusa. Ampak recimo, lahko kakšen primer, recimo pa le povem, ne. Spomnim se enega fanta, takrat je bil z mano še egzorcist Rafko Vodeb, smo bili skupaj. Oče ga je pripeljal iz Nemčije, to je bil čas dopustov in ga egzorcista niso mogli najti, vsi na dopustih, ko so gospodje, ne pri nas, ko moramo garati. No in on je bil, oče je bil Hrvat, mati je bila Nemka in so šla na dopust v Hrvaško, pa so se ostala tu v Sloveniji, pri tem Rafko Vodebu, on me je potem poklical. Takrat sem jaz prvič bil navzočen na takem egzorcizmu. Fant je kar takole delal. No, potem je bilo jasno, zakaj, pozneje. No, ga je položil tam na tla, zvezal ga, kako da je to zvezal, kaj ti bo da se dogajalo, na enem otroce. Je rekel meni, ti se usedi nam na noge njegove, se je usedel, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti se posedil go na njegove prsi, ne. In ko on začel molitev egzorcizma, ne, ko on začel besneti, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on oče v drugi kot, smo letela po luftu. No, potem smo nadaljevali s to molitvijo. No, potem recimo, zanimivo, ta fant je znal samo nemško govoriti, ne. Ni znal ne hrvaško pa nič. Sem ga potem spraševali v latinščini, v hrvaščini, slovenščini, italijanščini, francoščini, vseh jezikih je odgovarjal. On nikoli znal tega, ne. Ampak ni on govoril, hudič je z njega govoril, hudič pozna vse jezike. No, to je recimo en dokaz, da je bil obseden, ne. En taki prepričljivi dokaz je, če govori v tujih jezikih, ki se ni učil, je to navadno delo zla. No in potem je bil osvobojen po več teh srečanjih in tu smo potem gotovili tudi, kje ga je hudič obsedel. On je poslušal neprestavno ta heavy metal, to satanistično glasbo, in ko je že prišel, je to kar takole delo. No, potem je bil osvobojen, ne, tako da. Ok, neverjetne zgodbe. Teh je veliko. Katere so pa recimo še manifestacije, kot ste prej rekli, hudiča, ne? Če kdo, tisti, ki nas zdaj poslušajo, pa recimo, da jih je pritegnil že sam naslov tega podcasta našega, kateri so tisti znaki, ki jim dajo vedeti, aha, mogoče pa jaz imam en problem, ki bi ga rad razrešil v življenju. Ok, nekaj sva že rekla, nemir, iskanje ljubezni, verjetno gre tudi za manifestacijo kakšnih bolezni, ne, tudi hujše stvari, ne. Kaj se ljudem v življenju še dogaja, ko jih obsede hudič? To je pa, lete, vsake človeka je zelo, to ni neke formule, pri vsakem človeku je to različno, ne. Od nekega nemira do nekega celo sovraštva, ki je nerazumljivo, do tega, da ta človek nenehno nekaj bi rad, nikoli nič ne doseže, vse se mu ruši, vse gre narazen, ne ve kako in kaj, ne. Nekaj teh simptomov sem že prej omenil,
ki se tudi potem lahko pojavijo, recimo, tudi v prostoru, ampak navadno je vzrok v ljudeh, ne v prostoru. Ne. Se mi zdi, da v resnici to, kar zdaj omenjate, tega je zelo veliko, ne, danes v družbi. Veliko ljudi se vrti v začaranem krogu, Ja, veliko, ne zato, izpreže. Kaj ker potem? sem že prej govorila, ne, kjer živijo na tako prazno, plehko življenje, brez nekega osebne odločitve za dobro, ne, ampak kar tako iz dneva v dan. Ne. Tisto potem te ne osreče. Ne. V bistvu lahko rečem, če je tega res toliko veliko v družbi, da je sodobno družbo kar v večini obsedel nek hudič. Če je toliko tega nezadovoljstva, nemira, strahov, Ne bi rekel, da je sovraštva. celotna družba obsedel hudič, ampak ljudje smo zaradi, bi rekel danes, zaradi nevere, ne, ker smo se, mnogi so se oddaljili od Jezusa, nimajo te zaščite, potem so lažji plen zla, ki se potem tako drugače manifestira v njih. Kako pa vi recimo, ne vem, koliko imate recimo nekih takih seans tedensko? To vsak dan imate kakšno terapijo ali kako je s tem? Ne, od tega se jaz imel v začetku, ko sem nastopil tu službo, zelo veliko, ker smo bila takrat trenutno samo 2, pozneje še eden. Prišel, zdaj pa, ker pa vsaka škofija mora po predpisih Vatikana, mora škof imenovati egzorcista, čeprav uradni egzorcist je vedno škof, ne? Ampak noben škof vsaj pri nas te službe ne opravlja. Navadno najdem duhovnika, ga na moč, ko sem prej rekel, da on potem namesto njega tu opravlja to službo. Tako da danes jaz pokrivam samo mariborsko nadškofijo, ampak ker že toliko let tukaj delujem na tem področju, sem že veliko zadev že očistil. Aha, ok. Tako, da je zanimam veliko, kaj ne več. Moja pa da drugi, recimo Celjski, pred 2 letoma Celje dobilo novega tam in ko mene kličejo iz Celjske, jih pošljem kak njemu. Pa iz Ljubljanskem veliko kliče, tudi pošljem k Ljubljanskemu. Kje pa je največ povpraševanja? Imate te podatke? Če smo malo rumeni, ne, v vaših barvah današnjih, kje je največ povpraševanja po izganjavcu hudiča v Sloveniji? Povsod je. A povsod je? Ja, seveda. Ni eno področje Slovenije, kje? Morda je Primorska malo še bolj na udaru, ker tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Okay. Tam je 140.000 teh magov v celi Italiji, ki se ukvarjajo s tem poslom. Kaj, to je črna? Črna magija, ja. Kaj v bistvu je to sploh? Zakaj bi ljudje to sploh delali, pa želeli slabo? Izhajam iz sebe, zato to sprašujem. Zakaj to počnejo? Ja, črna magija je škodovati drugemu s pomočjo hudega duha. Ne? Ja. Ne razumem, zakaj bi to želel nekomu. Ja, zakaj ne? Če je tam da tvoja soseda, ki ti gre na jed, na pljuča, greš enemu magu, ki ti bo dal kakšno sredstvo ali ti poročila, pa se boš jo lotil. Zdaj pa, če je ona, recimo, da vzamemo, da je verna, res verna, živi z Jezusom in ne boš mogel nič narediti. Če pa ni te zaščite, pa lahko te magi potem res naredijo kar celo štalo v docisti družini. To je možno. Se pravi, da če smo mi v svetlobi, se pravi zaščiteni, kot ste rekli, nam nihče nič ne more. Tako. Če smo mi, če v bistvu kaj delamo? Če smo z Jezusom, prost odgovor. Če je Jezus moj prijatelj, če sem jaz z njim, če se jaz z njim družim, če bi tako rekel, imam vso zaščito, pred vsakim zlom. Ker najbolj se hudič boji Jezusa. Kaj pa tisti, ki želijo drugim slabo? To je tudi vstopna točka za hudiča, ne? Ja, seveda. Se pravi, kakšno je potem zavedanje teh ljudi, ki grejo zavestno v to, da škodujejo drugim, ne? Sami sebi delajo. Ja, to se bo tako njim vednalo kot bumerang. Prej slej bodo oni tisto pokasirali, kar so želeli drugemu, bo oni bili nazaj, ker hudič bo vedno udaril. On nikoli ne more narediti nekaj dobrega. Mi poznamo tudi belo magijo, ne samo črno. Bela pomeni, da s pomočjo hudiča hočem delati dobro. Pa bo celo hudič tudi to naredil, bo celo nekoga pomočjo bele magije celo ozdravil, ampak za ceno, da ga bo potem nekje druge udaril, pa bo recimo uničil mu družino, a pa bo uničil koga člana iz družine, tako da hudič ne more nikoli delati dobro.
Se pravi, da v bistvu prej ste omenili, ne, da nas lahko zaznamujejo tudi neke družinske zadeve. Ne. Tudi če mi recimo nismo grešili, oziroma mogoče neki mali grehi, verjetno ni vsak greh za vstopna točka za hudiča. Ne. Kje se začne recimo, ne vem, vsi se kdaj kaj izlažemo, ne? To so smrtni grehi. Aha, ok. Smrtni greh meni, to je greh, ki nam uniči večno življenje, ki smo ga mi pri krstu prejeli. Ki se pa nam zopet, ko mi naredimo greh, se nam zopet vrne pri spovedi, pa pri obhajilu, zopet se v nas naseli večno življenje, če bi tako rekel po domače. In smrtni greh meni, da uniči v meni večno življenje. V tem primeru, če bi jaz takrat umrl, dejansko ne morem po smrti živeti z Jezusom v nebesi, ampak sem potem dejansko v stanju pogubljenja. To meni smrtni greh. In tisti smrtni grehi so tisti usodni, ki me potem lahko pripelje v vstopno mesto za hudiča. Smrtni greh meni, da se jaz nekaj zavestno odločim, v polni svobodi, za neko hudo, slabo dejanje. Teda smrtni greh ni tako enostavno narediti. Okay. Pa tudi, če tega nismo storili mi, recimo naši starši, babice, detki, vse to vpliva lahko na nas? Lahko vpliva, ja. Če se oni tega niso spovedali. Če so oni spovedali, potem je to rešeno. Če pa se niso, pa lahko imamo mi potem za tega težave. In to vi ugotovite recimo na teh seansah? Če jaz recimo iz družine tega ne vem? To niso seanse, to so molitve. Molitve, ja, ok. Ali srečanja. Ja, se ugotovi, ja. Kako pa vi potem sebe ščitite, recimo, ko imate pač srečanja z ljudmi, ki jih obsede hudič? Ne? Kako vi skrbite, da ste vi v svetlobi, v soncu? Tako malo karikiram, ne? Ampak da ste ok. Ja, prva stvar je, da sem tudi jaz sam z Jezusom. Tukaj že danes skozi govorim. Ne? Če nisem jaz sam z Jezusom, potem nima smisla, da ta posel upravljam. Ne? To bo potrebno eno resno življenje, življenje zakramentov. To je to. Ni potrebno neke posebne zaščite. Ne? Še mogoče neko tako zaključno sporočilo za vse ljudi, ne? Po vsem tem, kar sva že rekla, da je veliko nemira, sovraštva, grehov recimo. Kaj bi nam položili na srce, ne? Da bi vsi lahko živeli recimo bolj zadovoljno, mirno, kar si konec koncev vsi v resnici želimo tudi, ne? Ja, da se človek najprej sooči samim s sabo, da pogleda svoje srce, kaj se v njem dogaja in da potem skuša v moči svoje vere, koliko pa če ima, se končno vera je dar, se obrniti na Jezusa in reči, čuj, jaz bi pa rad začel malo drugače živeti, ne? Daj mi moč, razodeni se mi, razkri se, hočem biti s tabo in hočem začeti drugače. In jaz sem prepričan, da se bo nekaj zgodilo v tem človeku. Ne? Se pravi, notranja odločitev, ne, je posebna odločitev. Posebna odločitev. S tem rečemo spreobrnenje. Ja. To je tisto bistveno. Ampak, ko sem že prej rekel, če pa ljudje pridejo, pa reče, jaz nimam enega greha, ta človek ni možno, da bi se v njem kaj spremenilo. Ne? Mu ni pomoči, ne? Tako. Takšnemu človeku. Ja, res ne. Ja, najlepša hvala, res navdihujoč pogovor. Verjamem, da bo marsikdo, ki nas posluša, izvedel kaj uporabnega zase in za svoje življenje. Hvala. In kaj naj rečem, čim manj dela ali ne? Hvala in to, kar ste rekli, ne se uresniči. Da bi smel čim manj dela, Ja. ker so tukaj že tudi leta. Ne? Ok, najlepša hvala. Prosim.